Po koncu lanske rekordne, neponovljive sezone v smučarskih skokih smo se spraševali, ali lahko slovenska reprezentanca sploh še izboljša svoje nastope. Vsi slovenski tekmovalci so dosegali zelo dobre rezultate, vendarle pa je izstopal Peter Prevc, ki je po Primožu Peterki kot drugi slovenski skakalec osvojil veliki kristalni globus in tretjič zapored vzel tudi mali globus v poletih. Za uspehe je zaslužen predvsem trener Goran Janus s svojim strokovnim štabom, med tekmovalci pa velja poleg Prevca izpostaviti Roberta Kranjca. V lanski sezoni je Kranjec osvojil drugo mesto v skupnem seštevku v poletih. Najstarejši in najbolj izkušen skakalec v slovenski ekipi, za katerega je tudi sam Prevc izjavil, da mu je veliki vzornik, pa je zaradi strganih desnih kolenskih vezi moral izpustiti celotno letošnjo sezono. Po operaciji in rehabilitaciji že trenira, kot je dejal, za zdaj brez težav. Zdaj imam prilagojen malo trening glede na poškodbo, ampak več ali manj pa delam treninge skakalne, v bistvu delam že vse vaje, tako da zaenkrat ni nobenih težav, tudi ni nobenih bolečin v kolenu, tako da je super. Ker je bila poškodovana desna, torej v njegovem primeru podporna noga pri doskokih, večjih težav ne pričakuje. Tako da v bistvu je leva tista, ki je bolj stabilna, tako da naj ne bi bilo večjih težav zaenkrat. Glede na te treninge, ki jih zdaj se ukvarjam, pa ne mu teži pa poskoki, tako da ne vidim nobenih problemov. Bomo pa videli, kako je pol v realnosti, kam še skočiti. Kranjec, ki naj bi na skakalnice stopil že maja, že ima izkušnje z vračanjem po poškodbah. Spomnimo se padca leta 2001 v Planici, ko si je zlomil nogo in utrpel pretres možganov. V spominu nimam nič, tako da ni nič vplivalo, razen tega, da nikoli več ne bom novih dresov tam na poletih testiral. Pri malokaterem športu se pravila glede opreme spreminjajo toliko kot pri skokih. Z vsako spremembo pa se mora prilagoditi tudi tehnika. Skoki so postali še nevarnejši zaradi bolj oprijetih dresov, zaradi katerih ohranjajo večjo hitrost v fazi leta. Posledično je tudi vse več poškodb. Kranjec je bil že v preteklosti kritičen do tistih, ki si izmišljajo nova pravila na račun varnosti. Sam zaradi bolj oprijetih dresov nima več tako široko razprtih smuči med letom. Površina kombinezona je malo večja in si pač, če si bolj razprl smuče, si imel večjo površino, danes imaš pa oprijet dres in enostavno, da smuče feš narazen, pač gre zrak skozi tebe in moraš pač pogruntati sistem, ki doživiš največjo zgono. Obdobje med letoma 2000 in 2010 je bilo krizno za slovensko reprezentanco. Spopadali so se s številnimi problemi. Eden od teh je bila tudi propadajoča infrastruktura v Planici. Tudi oprema je bila daleč od tega, kar imamo zdaj, imamo doma opremljevalca, ki nas opremlja s kombinezoni, kar je najbolj pomembno. Imamo na razpolago različne firme smuči, takrat nismo imeli, smo lahko uporabljali samo ene. Rezultatski preporod slovenske reprezentance pa se je zgodil, ko je pred sezono leta 2012 vodenje prevzel glavni trener Goran Janus. Odkar je pač Goran prišel, je dejstvo, da je drugače to, da
Da je v sam program treninga vpetih več trenerjev. Prej je bil na razpolago en trener, ki je bil in psiholog in trener za kondicijo, trener za tehniko. Danes imamo to malo drugače razdeljen, tako da tukaj mislim, da je pač največja prednost, kar se je naredila. V tisti sezoni je Kranjec dosegel enega svojih največjih dosežkov v karieri. Na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu na Norveškem je postal svetovni prvak. Številni uvrščajo njegov drugi skok, ko je poletel 244 metrov in takrat postavil tudi državni rekord med najboljše oziroma najlepše skoke v zgodovini. Spomnim se, da sem bil zelo sproščen. Meni je bilo važno, da sem po prvem skoku v bistvu blizu prvih 3 skakalcev, da nimam preveč razlike. V drugem delu sem začutil to hitrost, ker sem vedel, da bo to nesel daleč. In to je bilo to. Na koncu sem bil zelo vesel. Dvakratni dobitnik malega globusa v poletih, v sezonah 2010 in 2012, se lahko pohvali tudi z ekipno bronasto kolajno na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju leta 2002. Je tudi prvi slovenski tekmovalec, ki mu je uspelo zmagati na domači planiški letalnici. Skromen, 35-letni Kranjec je vzornik številnim. Jaz moram sam sebe učiti pa izpolnjevati, tako da bi težko rekel, da sem karkoli pripomogel mlajšemu, mogoče edino kakšnemu opisu novemu mlajšega. To sezono so vsi ljubitelji skokov pogrešali polete letečega Kranjca. Poletov prek 200 metrov je nanizal že 198 in je absolutni rekorder. Športno kariero pa naj bi končal, ko bo to storil 200-tič. V naši pomlajeni ekipi bi v minuli sezoni prav gotovo potrebovali njegovo mirnost in konstantnost. Je vez med preteklostjo in sedanjostjo, most med generacijami. Želimo mu lahko le, da nas bo vse še dolgo navdihoval.